Da imaš 5 reber zlomljenih. Hvala Bogu, si Hvala Bogu, ne bi se pustil na štart. Res je. In potem ta neverjetna volja. Daj, prosim, če lahko, par besedah, ker drugače bom samo jaz govoril, ker sem res, prevzima me, moram priznati se priča. Jaz se opravičujem za izraz, ki ga bom uporabljal. Glavno, prvo, ker sem letela v tisto lukno, seveda ne pričakuješ kaj takega. Halo. Čeprav, če si Petra Majdice, ti to vedno dogaja. Ne, res, jaz sem tako, jaz sem nickname tako, drama lady, ne. Zato, ker vedno, okrog mene vsa tehnologija crkne slejko prej, tako da merkite se, ne iti na letališče, na letalo, na isto kaj jaz, 100% bo zamudili, ampak upam, da vsaj pridemo, ne, da nam dol pade. Tako da, ljudje, ki so meni blizu, so mislili, da se jaz hecam, da meni vse crkne, ker je tehnološkega, ampak da so ugotovili, da se to res dogaja. Tako da, glejte, to, da jaz najdem lukno, kaj je nove pred meno ne najde, to je edina logična stvar, kar je pričakovati od mene. Pa ga sem Slovenka ker je Slovenka normalna, ali so kamni, skale, ali so pa drevesa. Bile so skale, na srečo, sem preletela ravno tako na rebra, ker če bi verjetno 10 centijev naprej, nazaj bi bilo kaj hujšega. In hvala Bogu, zdravniki niso ugotovili, ker me noben živ Bog ne bi spustil na štart. Halo, 5 zlomljenih reber, začetek pneumotoraksa, če bi se to videli, ne. Sem imela srečo, jaz sem vam zmeraj v življenju. Kukor imam nesreče, seveda na drugi strani imam sreče. In sem bila pregledana sam z ultrazvokom. Ultrazvok pokaže samo poškodbo mišic, ne zlomov. Tako da niso ugotovili do konca tekme, kaj se dogaja. Jaz sem začela malo čutiti, zato ker je malo klikali, tako vmes, klik, pa sem rekla, to pa ni več normalno. No pa raken, pa uspel. Drugače pa veš kaj, ne. Iti 4-krat na štart olimpijskih iger v Vancouveru, morate vedeti, jaz sem 2-krat zgubila medaljo za mišjo dlako iz različnih razlogov in verjemite, da tretjič res nisem želela, ker kdo bo pa treniral še 4 leta, da pride Soči. Halo! In a si znate predstavljati, koliko je to v bistvu enega napora bilo po let? Ti ni pomoči? Moje tak grebo na sprehod, na pohod, tak da, ker gre mimo vinskih kleti, veš, in je ful barvita, in pa je fajn, da greš ti na maraton 42, ne? Glede na to, da pač govorim vam rekreativcem, gledajte, vedeti morate, težko je res začetnikom, pa top vrhunskim športnikom. To je podobno. Prvi korak za začetnika je daleč najtežji, pa za vrhunskega športnika tisto zadnjo stopničko narediti, ker se zaletavaš, narediš vse, pa ne rata, pa ponovi vajo čez 1 leto, če imaš priložnost, ali pa naslednji vikend malo prej. Za vse ostale, zapomnite si, kriza bo prišla. Tako kot v življenju. Ampak kriza tudi ni. Jaz sem imela na mojo nesrečo razmer na 7,5 km. Kaj da bi jo nastrelil. Pekelje, bolelje, tudi Marija sem mi prikazvala. Trajala je kakšen kilometer pa pol. Tako da upanje je bilo, da imam daljšo razdaljo, 15 km ali pa 30. Če je bilo na 10 km, sem zadnji kilometer začela šprintati, da sem sploh tisti handicap nadoknadila. Torej, kriza bo. Kaj sem jaz naredila, ker je bilo res težko, Alpe Červisa, veste, to je tiska normalni ljudi. Šteješ korake. Tako sem štela skozi do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.